COVID označujejo mnogoteri parametri, o katerih marsičesa sploh še ne vemo. Od izvora virusa, vulnerabilnosti različnih delov populacije, pa do posledic za ustroj in preživetje družbene organiziranosti, take kot smo je vajeni. Tako celovito je treba COVID tudi zagrabiti in ga obravnavati. Namreč, če je danes neko število X na novo okuženih, potem z veliko verjetnostjo vemo, kakšno sled bodo zapustili v bolnišnicah, vključno z intenzivnimi enotami in tudi kolikim od teh zdravstvena stroka ne bo mogla pomagati. Preden grem na kaj bolj konkretnega o vseh teh X-ih, ena korekcija oziroma dodatna razlaga. Zadnjič sem povečanje dnevno pozitivnih, do katerega je prišlo pred dobrima 2 tednoma, pripisal otočkom okužb, ki pa na srečo niso ustavili padanja celotnega števila aktivnih okužb. Vseeno mi se skupaj ni dalo miru, pa sem šel na sledilnik brskati po podrobnejših podatkih. Tako je zdaj to. Na eni strani imamo res padanje celotnega števila aktivnih s kako dnevno anomalijo, na drugi pa še vedno rast števila aktivnih med starejšimi od 75 let. Ko se vse skupaj sešteje, je zato aktivnih manj, kot bi jih moralo biti, in pritisk na bolnišnice počasneje slabi. Bi pa moral, glede na današnji padec hospitalizacij, kmalu popustiti. Ker ne poznamo starostne strukture bolnikov v bolnišnicah, se več od tega z dovolj visoko gotovostjo ne da reči. Zdaj imamo uradno okuženih že preko 3% populacije, kar se bo do konca drugega vala dvignilo še za dodatno približno 2%. Tisti vsakokratni X, naprimer danes je 2013, je samo število na testih pozitivnih. O številu dejansko okuženih dnevno in vse skupaj lahko še vedno samo ugibamo. Spomnimo se, kako je bilo spomladi. Na podlagi znanstvenih objav iz Kitajske se je sklepalo, da je potrebno množiti s 5, tudi z 10. Potem je v aprilu prišla tista raziskava o protitelesih, ki je ta faktor dvignila do 30 in več. No, drugi val je konkreten dokaz, da to ne more veljati. 3x30 je že 90 in bistveno presega tudi konzervativno mejo 60% čredne imunosti za COVID. Tudi faktor 10 je prevelik, saj bi tudi 30% že prekuženih tako zbilo reprodukcijski faktor nič, da bi bilo širjenje okužb že brez ukrepov bistveno upočasnjeno. Skratka, tavamo v temi. Znanost tu skorajda nima veliko večje napovedovalne moči od kakih parapsiholoških videnj. Zaokret pri povečanju okužb med starejšo populacijo izpred 2 tednov bo imel posledice tudi pri smrtnosti, ker najbrž ni skrivnost, da umirajo predvsem tisti starejši. Po podatkih iz sledilnika je 95% vseh COVID smrti med starejšimi od 65 let in 85% med starejšimi od 75 let. In tako je dnevna številka 45 umrlih že zelo blizu povprečja 60 dnevno izpred COVID časov. Če analiziramo pomladni val, se izkaže, da lahko dobimo neko dovolj verodostojno oceno smrtnosti, če vzamemo zamik 2 tednov. Skratka, smrtnost danes je posledica okužb pred 14 dnevi. Današnji podatek 919 je torej posledica dogajanja do začetka novembra, 20.000 okužb v zadnjih 2 tednov, pa vse, ki še pridejo, zaradi teh smrti nas šele čakajo. No, je pa dobro, da se je odstotek smrtnosti glede na pomladni val, ko je bil 7,5%, zdaj v drugem valu tudi pri starejši populaciji prepolovil. Vseeno pa, že teh novembrskih 20.000 aktivnih pomeni vsaj dodatnih 400 smrti, zato lahko pred koncem drugega vala pričakujemo najmanj podvojitev današnjega števila smrti. Tu se samo po sebi ne da kaj dosti narediti. Zdravstvo in vsi z njim povezani podsistemi delujejo na robu zmogljivosti. S tistim vsakokratnim X-om okužb na določen dan je že vnaprej skoraj vse določeno. Zato, na primer, izpade govorjenje o gerontocidu v DSO-jih kot eno sprenevedavo signaliziranje moralne vzvišenosti. Ker kaj pa lahko stori družba, ki ima že desetletja obrnjeno demografsko piramido? Kako naj prepreči, da virus ne zaide v domove starejših občanov? A naj vse zaposlene karantenizira skupaj z varovanci? Te predstavljene številke so že same po sebi dovolj povedne, vseeno pa še ena misel, podkrepljena z dejstvom, da sem kot eden od baby boomerjev
del populacije, ki skozi COVID dela sive lase zdravstvenemu sistemu, sebi pa že itak. Ne morem se znebiti občutka, da narava kar sama poskrbi za uravnavanje obrnjenih demografskih piramid. Ampak dobro, v redu, saj ni pričakovati, da bodo mladi ostali večno zaprti doma. Hujše misli me obdajajo, ko se ozrem v usporedno, ampak ne mimobežno dogajanje in preberem izjave ljudi iz tistega procenta od procenta. Ni mi prijetno pri srcu, ko gledam, kako se prihodnost, ki bi naj bila skoraj uresničljiva utopija, zdaj spreminja v distopično sedanjost. Razlagajo nam namreč, da je COVID priložnost za preobrnitev v izhodiščno točko, za veliki reset, ki ima za integralni del tudi spojitev naše biološke in digitalne identitete. Preko vsadkov, ki bodo zmožni pravočasnega detektiranja neprimernih idej. Ob razblinjanju meje med biološkim in sociološkim nam zdaj torej ponujajo še tretjo razsežnost, tehnološko, da bomo končno zavegetirali v novem tridimenzionalnem prostoru na plantaži v lasti odstotka od odstotka, te plantaže pa bodo upravljali lokalni denuncianti, valpti in biriči. Je pa tudi ena druga pot. Z ostrino lastnega avtentičnega uma in mehkobo duha je tudi telo, tako posameznika kot skupnosti, bolj vzdržljivo in bolj dolgoživo. Tako da preživeli smo že marsikaj, pa bomo tudi to.